Kljub temu, da bo omejitev gibanja znotraj občine obveljala tudi prihodnji teden, pa naj bi po praznikih ponovno pričele obratovati avtopralnice in trgovine z gradbenim materialom. Super! Točno to, kar smo si najmanj želeli. Zdaj si imel vsaj izgovor, zakaj se ne lotiš popravila tlakovcev. Naslednji teden boš sam še len. Tudi ponovno odprtje avtopralnic marsikoga ne bo razveselilo. Pretekli 4 tedni so bili namreč edini cajt v samostojni Sloveniji, ko si lahko imel umazan avto. Ker so ga imeli vsi. Zdaj ga boš pa zaradi soseda moral dati pucat, čeprav se nimaš z njim kam peljati. Še večjo škodo zaradi omejitve gibanja, kot je rja na naših avtih, pa pričakujejo slovenski pridelovalci sadja in zelenjave. Hočem povedati, da bo sadja in zelenjave v Evropi zagotovo dosti manj zaradi pozebe, zaradi koronavirusa in pa seveda tam, kjer bo sploh pridelek, kdo ga bo sploh pobral, kajti sezonska delovna sila zaradi migracij bo zelo otežena. Ja, slaba novica je, da letos na naših poljih ne bo Romunov in Bolgarov, ki bi delali za drobiž. Dobra novica pa je, da ima ogromno Slovencev trenutno velik izpad dohodka in bodo zagrabili za vsako delo, ki ga dobijo. Če letošnje poletje na njivah zagledate znane slovenske glasbenike, kako obirajo koruzo, pri tem ne gre za dobrodelno akcijo, ampak gre za to, da res rabijo tiste 3 evre na uro. Prvi, ki naj bi konkretneje odpravili ukrepe proti širjenju koronavirusu, pa bodo naši severni sosedje. Čeprav se svet ob novicah iz Avstrije praviloma zgraža, tokratno novico ljudje po svetu pozdravljajo že zato, ker hočejo videti, kaj se zgodi. Z drugimi besedami, Avstrija, ki tisto šolc v osnovni, ki se javi, to preveru, če prdec res gori. Dajmo poslušati, kakšen plan imajo na drugi strani Karavank. S 1. majem pa bi začele delovati vse trgovine, tudi nakupovalna središča in celo frizerski saloni. V začetku maja naj bi odpravili tudi omejitev gibanja, hotele in gostinske lokale pa bi lahko po Kurcevi napovedi odprli sredi maja. Ja, Avstrijci bodo znak odprto ali offen kmalu izobesili tako v nakupovalnih središčih, kot tudi v frizerskih salonih, hotelih in šolah. O tem, kdaj bodo odprli javne hiše, pa se za zdaj Kurz še ni izjasnil. Ste mislili, da danes ne bo ene šale v Kurzu? Brez skrbi. Mi ga zmer nekam taknemo. Čeprav bo Avstrija kmalu odpravila številne omejitve, pa naj bi kar do konca junija ostale prepovedane masovne prireditve, kot so športni dogodki in koncerti. Številni tamkajšnji glasbeniki naj bi zato že razmišljali, da se 1. maja zberejo pod vladno palačo in protestno svirajo v Kurzu. Preden gremo na oglase, pa vam razkrijemo še največjo skrivnost te karantene. Če smo se do zdaj spraševali, zakaj za vraga nekateri ljudje kopičijo toaletni papir, smo ta teden končno dobili odgovor. Ta video bi bil boljši samo, če ostani doma, ne bi pisali s kemičnim, ampak se veste s čim. Tis bi bila pa umetnost. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.